Pojdite in učite. In šli so. Pozdravljeni, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lep dober dan pa tudi danes namenjam Jani Lampe, ki je moja sogovornica, prihaja pa Slovenska Karitas, ker je odgovorna za mednarodno pomoč. Jana, živjo, dober dan. Jure, dober dan, dobro jutro. Midva sva, zdaj bom iskreno povedal, pred mikrofonom nekaj ur pred odhodom radijcev na radijske počitnice in malo dlje, ampak tudi v petek odrineš ti, pa Janko Pirc z Misijonskega središča Slovenije, pa ostale delegacija, ki se bo pripeljale za vama na Madagaskar. Torej smo zdaj že vsi na poti v tem ljubem širnem svetu. Ti, Jana, s kakšno nalogo, s kakšno akcijo na Madagaskarju? Zdaj le trenutno, tole nedeljo, ko naj poslušalci slišijo, že najverjetneje pri Petru Opeki v Antananarivu v njegovi Akamašovi. Naša glavna naloga, zakaj sploh gremo na Madagaskar, je otvoritev nove šole, osnovne šole v kraju Bemasoandro, kar pomeni veliko sonce, ker upam, da bo tudi ta šola veliko sonca za ta revne otroke, ki smo jo zgradili pač na Slovenski Karitas skupaj s misijonarjem Pedrom Opeko o podpori Ministrstva za zunanje in evropske zadeve v sklopu strateškega partnerstva, ki ga ima Karitas z ministrstvom. To šolo je pa treba seveda tudi dostojno otvoriti, tako da pride predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, ki bo otvorila to novo šolo, ki upamo res, da bo dolgo služila za izobrazbo najrevnejših otrok. Ta šola bo imela kapaciteto za 550 otrok. Osnovna šola, Jana? Osnovna šola je, ja. Tako da se bojo ti otroci priključili tistim 21 000, ki jih Pedro Opeka že izobražuje v sklopu Akamašoje na Madagaskarju. Torej, gre zdaj za končanje ali pa nadaljevanje tistega projekta, o katerem sva tudi pred našim mikrofonom v tej rubriki že govorila, ko si razlagala, kako je z 2 velikima kontejnerjema, ki sta takrat odhajala na pot, kaj vse se je uspelo zbrati z različnih poti. To je pravzaprav ta projekt, ki je zdaj prišel v koncu. Tako je. To je skupen slovenski projekt, se pravi te 2 pošiljke. Ena je prišla ravno v tem tednu, prva, ker to ni tako hitro. To traja, ja. Ja, 2 meseca, tako da je srečno prišla v pristanišče na Madagaskarju, v Antananarivu, ena je pa še na poti. Tako da to je ta slovenska pomoč in predsednica Republike Slovenije bo v sklopu tega obiska tudi simbolično, seveda, ker v pošiljki sta tudi 2 porodni mizi, simbolično bo tudi poklonila eno porodno mizo porodnišnici v predmestju Antananariva. In otrokom žoge, ki smo jih zbrali recimo od športnih zvezke, kar smo zbrali za šolo, pa še kakšno lopato in vse, kar je bilo noter, tako da bo neka simbolična predaja tega, ker je bilo zbrano. To bo torej središče vaše, tvoje, vajine poti. Začelo se bo v Tani. Verjamem, da boste v nedeljo prisotni tudi pri bogoslužju, tam pri tistem, kar boš videla, Jana se zagotovo zapiše za vse čase v srce. A je tak program? Ste v nedeljo ob Petru, ki bo tam res kot Peter. Ja, tako je. V nedeljo greva skupaj z Jankom Pircem iz Misijonskega središča Sveti Maši, midva že malo prej prideva, ker si oba dva želiva seveda videti. To doživeti, ja. Jana, v teh dneh si bila, pravzaprav lahko rečem mesecih, pogosto v stiku s Petrom Opeko. Povej, kako si ga doživela tako nadaljavo, zdaj kot, lahko rečem, sodelavca, zelo trdo ste delali pravzaprav za vse, kar zdaj prihaja v Tano. Doživela sem ga kot enega prvič misijonarja v tem socialnem smislu, ko vidiš, zver, ko govori z njim ti pove, kaj dela, vidiš, da je ves čas v akciji, tudi pri svojih, že počasi reži na 80 let, ampak on ves čas dela, ves čas pomaga, v 3 ponoči ostane, če je potrebno komu pomagati, kaj je v stiski. To njegovo trdno vero, vidiš, da res temelji vse na tem, ko ti pove, da to ni njegovo delo, da je to Božje delo, kolikrat on to poudarja. Vedno tudi pove, kaj se tisti trenutek dogaja, kakšne so stiske, ne vem, ali je lakota, ali je suša, ali kakšno zgodbo pove. Tako res ga začutiš že v teh telefonih,
telefonskih pogovorih, kako on živi, pa kar mi zelo tudi všeč, ima tudi smisel, vidiš, vseh teh letih, vseh teh stiskah on je obdržal smisel za humor, a ne, vidim tako, in vidiš, da je res zelo, zelo preprost človek. Preprost in do konca predan. Tako predan svojemu delu, mislim, stis do zadnje kaplje krvi, bi lahko rekli. Vem, da je ta mednarodna pomoč Slovenske Karitas v lepi meri usmerjena na Madagaskar, zdaj posebej v zadnjem času zaradi projekta, ki ga omenjava, ki nam je danes pripeljal skupaj. Vem pa tudi, da boste potem sodelavcem s tajnikom Misijonskega središča Slovenije obiskali tudi ostale misijonske postojanke, kjer delujejo slovenski misijonarji. Ja, res je. Obiskala bova vse misijonarje, Janeza Karmelja, Janeza Mesca, Jožeta Adamiča, pa še sestro Anico Zankovič, tako da vidimo, kaj še drugi delajo, se pravi, misijonsko središče sigurno v večji meri podpira misijonarje, ampak tudi na Slovenski Karitas od leta 2011 smo začeli podpirati najprej delo Janeza Karmelja, redno letno podpiramo v bistvu šolske malice pri njem na misijonu Ampitafa, ker tam je res pač težko, starši nimajo sredstev, velikokrat so otroci lačni in za mnoge je to v bistvu edini obrok v dnevu in tudi Janez vedno pove, kako jim to pomaga, da se lahko učijo. Vsi vemo, da prazen žakelj ne stoji po konc, s praznim želodcem se je težko učiti, tako da ja, prek akcije za srce Afrike in tukaj smo tudi 2 leti nazaj tudi zgradili 2 učilnice, recimo srednje šole, liceja, potem tudi podpiramo delo 2 učiteljcev v šoli, 2 babic v porodnišnici, prek z delom do dostojnega življenja, kot še tudi 19 revnih družin, tudi pri Janezu imamo ta program že od samega začetka in tudi veliko pomaga, koliko hiš smo prek tega programa tudi že izgradili v bistvu revnim družinam, pa kakšen košček njivce in kupili tudi na koncu samosvojijo, seveda pa nove družine damo tudi revne, ker jih je na podoben način tudi pri Jani v mesecu podpiramo 4 učiteljce v šoli, ki se je pa zgradila prek misijonskega središča, mi pa na drugačen način pomagamo, tako da je pol tudi zmanjšan tisti znesek, a ne, za šolnino, tisti prispevek mali, ki ga še tako malo dajo, ker starši na Madagaskarju nimajo v bistvu nobene kupne moči, nobenega denarja in zelo težko karkoli prispevajo, tako da če kaj je zelo simbolično in na ta način tudi pomagamo tej šoli, pa tudi tam imamo enako z delom do dostojnega življenja okrog 20 družin, seveda pomagajo pri tem misijonarjem, tudi sestre, ki so tam, pa drugi lokalni ljudje. No, pri Janezu Karmelju imamo pa tudi prašičke, ampak iz akcije Kupim kozo, ampak ker je seveda prašičke je zelo lahko lokalno dobiti in tudi ljudem pomagajo pri preživetju. Jani prosil, če oni lahko prašičke kupujejo, ker po kozi bi mogli iti pa zelo daleč. In je to zelo zakomplicirano, se sam Jure dobro veš, si bil na Madagaskarju, kakšne ceste so, kako je to težko, a ne? Se je treba pač prilagajati razmeram. Jana, zdaj po tej vajini poti slišim, da boste šla tudi po sledeh pustnih sobotnih iskric, tako pri Petru kot pri Janezu in Janiju so sledi dobrote tudi naših poslušalk in poslušalcev, tako da prosim, prenesi pozdrave tudi njih, darovalcev, ki so nagovorjeni prek našega programa, saj pravzaprav delamo za to skupno reč in res se veselim tudi tvojih oglašanj v naslednjih dneh, pa pogovora, ko se z Janijem vrnete, da bomo tudi za kakšno morda daljšo oddajo povprašali, kako se imajo naši misijonarji, kakšen je bil vajin pogled na to. Verjamem, da bo res bogato pot, ki je pred vama. Hvala lepa za pogled naprej in res vse dobro, obilo blagoslova pri premagovanju kilometrov, pa pozdravi vse slovenske misijonarje, misijonarke, vse tudi tiste, za katere živijo in katerim se razdajajo. Pa hvala za današnji pogovor. Hvala tudi tebi, Jure. Vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pa bodite z nami torej tudi v naslednjih dneh, ko bomo v naš informativni program vključevali javljanja. Jane Lampe, Slovenske Karitas, ki je bila danes moja gostja, Jure Sešek, vam želim lepo, blagoslovljeno nedeljo. Nasvidenje. Pojdite in učite. In šli so.